Glasbeni utrip. Poletje je pred nami oziroma že tu in tudi oddaja Glasbeni utrip se odpravlja na počitnice. Kot običajno se bo vrnila jeseni, poslovili pa se bomo z vabili na lepo število koncertov, ki bodo z glasbo obarvali poletje. Današnjo oddajo namreč posvečamo poletnim festivalom oziroma poletnemu koncertnemu dogajanju. Predstavili bomo festival Radovljica, več koncertov, ki bodo potekali na Primorskem, Imago Slovenije, ki koncerte organizira po vsej Sloveniji, pa festival Sevix, ki je večinoma doma v Celju, ter 2 ljubljanska festivala, 66. Jazz Festival Ljubljana, ki poteka ta teden, in festival Ljubljana, ki se bo sklenil šele v septembru. Začenjamo na Primorskem. Prispevek o bogatem festivalskem dogajanju na Goriškem in na Obali sta pripravila Simona Moličnik in Tone Jurca. V Novi Gorici se zbirajo saksofonisti iz Slovenije in tujine. Nocoj se pričenja že 28. mednarodno srečanje Saxgo 25. Mesto bodo do 5. julija zaznamovali koncerti in mojsterski tečaj klasičnega saksofona, v jeseni pa se bo srečanje nadaljevalo v mednarodno tekmovanje klasičnega saksofona. V veliki dvorani Kulturnega doma Nova Gorica bo nocoj otvoritveni koncert 28. mednarodnega srečanja saksofonistov Saxgo 25, ki je najstarejši festival v tem mestu. Saksofon v objemu godal so naslovili otvoritveni koncert, na katerem bodo nastopili Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije, Zagrebški kvartet saksofonov in solist Claude DeLongel s dirigentom Stevenom Loyem. Organizacija festivala je potekala pod vodstvom v.d. direktorice Kulturnega doma Nova Gorica Pavle Jarc. Vedno rada poudarim, glede na to dolgo tradicijo, da Nova Gorica ni zgolj mesto vrtnic, ampak je tudi mesto saksofona. Umetniški vodja srečanja za klasični saksofon, vodja prvih 2 koncertov in mojsterskega tečaja, ki bo potekal v obliki javnih učnih ur, je Jan Gričar. V prvi vrsti bom izpostavil enega izmed najvidnejših predstavnikov sodobnega klasičnega saksofona. To je profesor dolgoletni na konzervatoriju v Parizu, Claude DeLongel, in smo zelo veseli, da ga bomo letos po kar nekaj časa zopet gostili v Novi Gorici. Umetniški vodja srečanja za džezovski saksofon in improvizacijo, vodja preostalih 4 koncertov je Boštjan Simon. Umetniški vodja 10. mednarodnega tekmovanja saksofonistov Saxgo 25, ki bo potekalo v mesecu novembru, pa je profesor magister Matjaž Drevenšek. Vsi koncerti festivala Saxgo 25, ki se bodo odvijali od danes do 5. julija, vabijo občinstvo s prostim vstopom. S koncertom Emars Bras, ki se je poklonil glasbenemu pedagogu Umbertu Radojkoviču, se je 26. junija pričel najstarejši festival komorne glasbe na Slovenskem, to so Piranski glasbeni večeri. Do 7. avgusta bo vsak četrtek ponudil koncert v izjemnem akustičnem prostoru križnega hodnika minoritskega samostana svetega Frančiška v Piranu. Izbor je pripravil umetniški vodja Metod Tomac, ki v uvodnem nagovoru festivalske knjižice izpostavlja intimni večer v dvoje Nuške Drašček in Marka Hatlaka, praznovanje 30-letnice delovanja večno mladega Slovinda, svileno pot 4 slovenskih harfistk, češkega violinskega virtuoza Jana Mračka, mednarodno zasedbo z violinistom Ajlenom Pričinom, ki se bo sporazumevala brez besed, in zaključek z mladimi virtuozi ansambla Wind Berlin. Direktor auditorija Portorož Borut Bažec poudarja. To je v bistvu najstarejši festival komorne glasbe na Slovenskem. Začnemo izjemoma v Piranski stolnici z koncertom mladih trobilcev v počastitev 10. obletnice smrti pedagoga piranskega Umberta Radojkoviča. Ostali koncerti bojo v križnem hodniku minoritskega samostana, kakor je že navada, vabljeni vsak četrtek do začetka avgusta.
Z otvoritvenim koncertom pianista Filipa Gorinija v dvorani Kulturnega doma Nova Gorica se je 23. junija pričel mednarodni festival prečkanja s konfinamenti, ki ga umetniško vodi priznani pianist Aleksander Gadžijev. To je festival, ki na Goriško pripelje mlade, izjemno nadarjene in uspešne glasbenike in iz dneva v dan dokazuje, da gre za festival najvišje umetnostne ravni. Ideja o ustanovitvi festivala se je pred 2 letoma porodila pianistu Aleksandru Gadžijevu, katerega umetniška pot se je v mladosti izrisovala med Gorico in Novo Gorico. Zdaj v skrbno zbrane objekte tega okolja vabi izjemno nadarjene in mednarodno uveljavljene mlade glasbenike v svetu klasične glasbe, ki jih imenujejo kar zvezdniki v nastajanju. Aleksander Gadžijev. Prvo, kar mi leži prav blizu k srcu, je odnos do mladih. Mladi, ki bodo imeli v letošnji sezoni veliko prostora. Na koncertu je Filippo Gorini, izjemen pianist italijanskega rodu, povabil v svojstveno glasbeno potovanje občinstvo, prepredeno z mladostno energijo. V enem zamahu je izvedel cikel zadnjih 3 obsežnih sonat za klavir Franza Schuberta, ki tvorijo enega najbolj samoniklih, globoko izraznih vrhov pianistične literature. Skladatelj jih je ustvaril v zadnjem poletju svojega življenja leta 1828. Partiture so nagovorile Filipa Gorinija. Trenutek, ko sem prvič slišal Schubertovo klavirsko glasbo, je bil ta, ki mi je dal razumevanje, da je v glasbi nekaj, kar je lahko tako globoko, tako presunljivo in tako lepo, da je temu vredno posvetiti življenje. Tolikšna enovitost in kompleksnost koncertnega programa je velika redkost na Goriškem, se je zgodila prvič. Komaj 29-letni pianist je povezal občinstvo in svojo virtuoznost v duhovno globino Schubertovih poslednjih glasbenih premišljevanj ter ustvaril večer nadzemske, občečloveške kontemplacije. Festival prečkanja s konfinamenti, ki poteka v organizaciji 2 zavodov, Glasbene matice Trst in Imaga Slovenije, Podoba Slovenije, pa se nadaljuje z bogato in raznoliko ponudbo. Omeniti velja še 12 koncertov, mojstrske tečaje Aleksandra Gadžijeva in drugih mladih virtuozov, glasbo ob nemem filmu, predavanja o povezavah med glasbo in matematiko, pa glasbo in arhitekturo in drugo. Obisk na vse dogodke je brezplačen in odprt za javnost. Trajal bo vse do 6. julija, ko ga bo samostojnim koncertom zaključil pianist Aleksander Gadžijev. Med 23. avgustom in 5. septembrom pa se obeta že 24. edicija Tartini festivala v Piranu, ki ga umetniško vodi Jasna Nadles in se posveča izvajanju baročne glasbe. Vsi koncerti iz splošnega programa bodo potekali v križnem hodniku minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega v Piranu. Tudi letos bo zazvenela Tartinijeva violina, hranijo Pomorski muzej Sergej Mašera v Piranu. Na otvoritvenem večeru bo nastopil ansambel Il Terzo Suono, omeniti pa velja še Austrian Baroque Company, pa ansambla I Solisti Veneti in Cenacolo Musicale s solistom Tommasom Luisonom.
Tartini festival bo obogatil tudi spremljevalni program Tartini Junior z izbranimi nadarjenimi mladimi glasbeniki. Pestra je torej festivalska ponudba dogajanja na Primorskem in zgodijo se enkratni, neponovljivi glasbeni večeri. Avgusta bo potekal festival stare glasbe Sevix. Letos se bo v Celju in še na 4 drugih lokacijah zvrstilo kar 12 koncertov. Po lanski ediciji, z rdečo nit te bi lahko označili Johana Sebastiana Bacha, nas letos čaka nekoliko bolj raznovrstna baročna glasba, tudi dela drugih znanih in malo manj znanih avtorjev tega obdobja, kot so Telemann, Scarlatti, Weiss, Muffat. In na sporedu je celo koncert z naslovom Baročni jukebox. Lepo število koncertov bodo izvedli ansambli oziroma zasedbe, ki jih sestavljajo slovenski in tuji umetniki. Na festivalu namreč v zadnjih letih zelo spodbujajo tovrstne povezave in sodelovanja. Umetniški vodja festivala Klemen Ramovš. Mislim, da je to neka dobra dodana vrednost festivala, ne? To povezavo, slovenskih umetnikov z mednarodnimi imenujem Collegium Artis. To je izrazito to, da gradimo sceno stare glasbe v Sloveniji. V okviru festivala Sevix koncerte izvajate na več lokacijah, v Soteski, v Stranjah, Benediktu, na gradu Bogenšperk in pa v Celju. V Celju smo, mislim, da je 5 lokacij, ne? Je Narodni dom, Knežji dvor, potem je Stara grofija, glasbena šola, ne, ima čudovito dvoranco, ne, in pa katedrala, svetega Danijela. Ne. Kako je pa potlej s postavljanjem programov v lokacije? No, to je treba paziti. Sploh recimo v cerkvi ne mora biti kar katerakoli glasba, recimo, ne? Tehnično gre lahko, pravzaprav vsaka stvar kakorkoli. Prostori so živa bitja. Svojo energijo skozi stoletja in dihajo in čutijo in nam pripovedujejo. In jih je treba maksimalno respektirati, če hočeš, da bojo stvari delovale. Vsak ima pa svojo značilnost. Recimo Soteska oziroma Hudičev Turm v Soteski, izjemno privlačna lokacija. Tam je najlepši Engadet. In letos imamo Jorgeja Jimeneza, solo violina, ima en program svojega hotla že pred leti narediti, Tanjer, mislim, da je ime programa. Tanjer, Potem, recimo, Narodni dom je relativno velika dvorana za otvoritev, pa zaključek. Torej fortepiano in pa il terzo suono. Ja, sta fortepiano, to bo tako dober, ker Pavla Fallija jaz zelo, zelo dober poznam. Zdaj mi je pa predlagal ta program in seveda sem to takoj pograbil. Mozart pa Beethoven. Pihalni kvintet z historičnimi inštrumenti. In to se mi je zdelo primerno za začetek. Ja, za zaključek pa dajemo ansambel Il terzo suono. To je pa tudi recimo tisto, kar gre pod znamko Collegium Artis. Il terzo suono na tak način še pravzaprav ves čas deluje. In mislim, da bomo imeli ubijalski zaključek, to bo dobro. No, pa gremo potem še malo pogledati lokacije, torej v Stolni cerkvi svetega Danijela nastopa Schola Romana Ensemble. Ja, to ima en tak zelo lep program, mislim Palestrina, visoka pesem. Ampak delala nekoliko drugače. Palestrina je vokalist. Ampak v tistem času je bilo to zelo svobodno, tudi še v baroku. Tukaj zdaj delajo dejansko v skladu s to tradicijo, da delajo tudi z inštrumenti. Stara grofija, tam bomo letos poslušali španske oziroma špansko-slovensko zasedbo, Los Pájaros vuelan, tako, Let ptic. Ja, Los Pájaros, to so se 3 punce dobile, in to sta v bistvu Pilar Amalje, zelo močna ustvarjalka. Bazira na stari glasbi, ampak posega tudi na druge stvari. Urška Cvetko, pa ona, sta se zmenili, da bosta skupaj delali ansambl, in pa so še harfistko povabili. To je plesničar, ne? Ja. No, podobna mednarodna zasedba pa je tudi Bach Collegium Barcelona, ne? Nečist, tam je pa malo drugače. Tam je pa Adriana Alcaide, Big Boss, sjajna violinistka. Adriana je neskončno ponosna na ta, to je večja zasedba,
dva katalonska umetnika in dva slovenska. A ne? S tem, da gre to ven pod znamko Bach Collegium Barcelona. In dan potem bo tudi nastopila tuja zasedba, katere članica je naša glasbenica Maruša Brezavšček. To je Kapela Helvetika, ki bo nastopila v Knežjem dvoru. Ja, torej, Schola Cantorum v Baslu, ne, je izjemno plodovita izobraževalna inštitucija. Ne. Pravzaprav inkubator ansamblov, zelo veliko stvari se dogaja in je to pravzaprav tudi nekaj, kjer je slovenski umetnik povezan z mednarodnim. Še 5 koncertov slovenskih glasbenikov morava omeniti. V glasbeni šoli Celje bosta nastopili Eva Dolinšek in Anja Mejač in pa Mesa Divoče, baročni jukebox, to oboje je v Celju. Mesa Divoče je pravzaprav delan kot koncert za mladino. Naslov je malo kot drugačen, baročni jukebox, ne? Ampak je to pravzaprav ravno zaradi približevanja mladim ciljnim skupinam. Ne? Edini, kjer je pogovor z umetniki, oziroma ta klepet z umetniki po koncertu, ker je tudi ura koncerta nekoliko prej, ob 18. Edini, ki je že ob 6. Zato, da je za mladino, pač za te tam piceke, ne? Da je bolj prijazna ura. Ja. Eva Dolinšek in Anja Mejač. Eva je sjajna čembalistka. Sem rekel, pripravite program. In so ga in nastopajo. To je rekla, lahko s plesom. Ne? Ja, fajn, ok, zanimivo. Ne? S tem, da Goldberg variacije, ne? So pa zalogaj. Tako da zdaj tukaj ne dvomim, da Eva tega ne bi mogla, ne? Ampak ne more vsak tega delati. In sem vesel, da je Eva med temi. Ne? Skupaj bodo v okviru festivala Sevix potekali 3 solistični koncerti. Jorgeja Jimeneza sva že omeniva zdaj še slovenska glasbenika, Izidor Erasm Grafenauer in pa Uroš Pele. Izidor Erasm, jaz sem potreboval za to cerkvico v Stranjah. Torej, to je zelo lep program. Mislim, da bomo vsi uživali. Ne? Kaj pa cerkvica v Benediktu? V Benediktu je pa tako, da imajo tam zdaj nove orgle in se mi je javil župan in rekel, ali lahko kaj pripravite. Ok, v redu. Pa smo se zmenili, da se ta koncert vključi tudi v festival. Ne. Do Uroša Peleta sem pa pravzaprav prišel preko profesorjev Akademije za glasbo, ker sem tudi želel, da izpostavimo nekega mlajšega. Moj pogoj je bil v bistvu samo eden, ne, da so izključno dela Johana Sebastiana Bacha. Ne. Vračate pa se tudi na grad Bogenšperg. Grad je tudi zelo privlačen, publika ga ima rada. Tacet? Vse to so v bistvu sami znani umetniki, kvintet. Ja, lep program. No, ta program in pa seveda tudi vse ostale uro pred koncertom predstavite na koncertnih predtaktih oziroma pogovori z nastopajočimi. Gre za neko sproščeno druženje, ne? Meni je pomemben, da osvetljujem pozicijo umetnika. Ne? Kaj to je? Da to ni neka ikona na oltarju, ne? Ampak da je to pravzaprav nekdo, nek kulturni ustvarjalec, ki je med nami, ki izgleda podobno kot mi, vsi drugi, ki ima pač samo nek drug poklic. Poleg tega bi umetnike poslušalcem na festivalu Sevix radi približali tudi prek publikacije Talks, pogovori, ki jo objavljajo na spletni strani. Tam lahko poiščete tudi podrobnosti glede posameznih koncertov, ki jih bomo spremljali tudi na programu Ars. 2 bomo tudi neposredno prenašali, in sicer koncerta ansamblov Schola Romana ter Kapela Helvetika.
Središče vaših doživetij je vodilo letošnjega festivala Ljubljana, ki se je začel 20. junija z otvoritvenim večerom Poletna noč. Do 12. septembra pa se bo na njem zvrstilo več dogodkov v znamenju glasbe, gledališča, baleta in drugih vrhunskih umetniških doživetij. Programske poudarke v pogovoru z Anamarijo Štukal-Kuzma napoveduje direktor in umetniški vodja festivala Ljubljana Darko Brlek. Gospod Darko Brlek, torej 73. edicija festivala Ljubljana, predtem smo že lahko videli cel izbor lepih filmov, Kino Križanke ste poimenovali ta del v poletnem gledališču Križank in potem seveda slovesna predstava Stvarjenje. Kaj pa vse bo še na festivalu Ljubljana, kakšni so letošnji poudarki? No, jih je kar veliko. Tja do 12. septembra bomo vsega skupaj videli preko 100 različnih umetniških dogodkov, od plesa do koncertov, do baleta, opere. Tudi likovna kolonija se dogaja ravno v tem tednu, tako da mi smo multikulturni festival in je prav zanimivo, kako se te različne zvrsti lepo dopolnjujejo. Razlog je tudi v tem, da seveda, ko imamo na primer neko predstavo v Cankarjevem domu, ki zahteva akustiko ali pa koncert Cankarjevega doma, lahko v miru pripravljamo dogodke v Križankah in obratno. Tako da je tukaj zelo pomembna tudi logistika. Zdaj, če omenim dogodke, ki so v juliju mogoče najbolj pomembni, je to prav gotovo koncert simfoničnega orkestra iz Alicanteja, El Amor Brujo. Gre za krasno glasbo, ki je tudi pri nas vedno bolj izvajana. Ta orkester je odličen, sicer mlad orkester. Dirigent Josep Vicent je eden najboljših španskih dirigentov in so bili tudi nominirani za Gramija lansko leto. Niso ga dobili, ampak že sama nominacija seveda pomeni izjemno veliko priznanje. Potem Duke Ellington Big Band, to je eden najstarejših big bandov na svetu, tudi eden najboljših. Prihajajo v Evropo samo za 2 koncerta, enega v Ljubljani in enega v Sofiji, tako da je to čista ekskluziva in v Križankah bomo poslušali klasični jazz in na najvišjem možnem nivoju. Zelo sem vesel tudi sodelovanja z Akademijo za glasbo. V operi bomo videli 2 predstavi Monteverdijeve Kronanje Popeje. Mislim, da je izjemno pomembno, da dajemo priložnost mladim ljudem in seveda, da jih spremljamo, kako rastejo, kako se razvijajo potem dalje. Fausto Romitelli, Dih zveri, to je v sodelovanju z Go 2025, torej z Evropsko prestolnico kulture Nova Gorica. Mislim, da je še bolj kot kulturno, je še bolj pomembna ta politična nota tega dogodka. Vsi vemo, kakšno mejo smo imeli včasih tam in to, da se seveda lahko prehaja in da so se celo znali dogovoriti 2 popolnoma različni politični opciji v eni in drugi Gorici za sodelovanje, je to vse pohvale vredno. Seveda koncerti, ki so ob tem, pa tudi in se tega zelo veselimo. Takoj naprej, likovno kolonijo sem že omenil, pa malo likovno kolonijo, to so otroci, ki hodijo veselo v Križanke. Zanimivo je, da je ta mala likovna kolonija v hipu, ko jo objavimo na internetu, polna. 7. julija bo pa Ennio Morricone, torej on je bil tukaj leta 2008 osebno z orkestrom Roma Sinfonietta. Letos pa pride njegov sin Andrea Morricone. Jaz sem lani enkrat se odpravil v Rim na njihov koncert in sem govoril z njim, sem ga povabil v Ljubljano. Govoril sem tudi z njegovo mamo, torej z gospo Marijo, ženo Ennija Morriconeja, zelo prijazna gospa. No in sem vesel, da nam je to uspelo. Tukaj bosta 2 zbora velika zraven in pa simfonični orkester RTV Slovenija in Roma Sinfonietta, tako da gre za, to bo veličasten dogodek, še večji, kot je bil takrat z Ennijom leta 2008. In potem smo že pri Klugu.
9. imamo 2 razprodani predstavi, ne. Eno v Križankah, drugo v Cankarjevem domu, torej Gluk z njegovim klastrom in pa Fantom v operi, ki se vrti potem vse do 20. julija, 15 predstav. Potem pa seveda vedno tudi nekako gledate na to glasbeno raznovrstnost, lahko bomo slišali tudi druge ritme, ne samo čisto klasično, pa jazz, kot ste ga že omenili, namreč pripravljate tudi večer kubanske glasbe. Ja, večer kubanske glasbe z Juro Cubans, gospod Pšeničnik je idejni vodja tega projekta, ampak pride tudi Vicente Amigo, ki je najboljši flamenko kitarist po Paco de Luciji. To delamo skupaj z Branetom Rončelom in pa blues kitarist Robin Ford. Tako da je res, to je en tak paket 3 koncertov, 13., 14. in 16. julij, kjer bomo lahko slišali zelo, zelo kvalitetno glasbo. To so mojstri svojih instrumentov in smo posebni potem tudi, ker takega trojčka v tako kratkem času v okolici nima noben drug festival. Velik poudarek seveda tudi na komornih zasedbah. Ja, kar nekaj jih bo. Prihaja Violeta Egorova, potem pridejo Münchenski virtuozi, potem imamo duo iz Kitajske, viola, klavir. In potem zelo zanimiv duo 2 mladih Špancev iz Valencije, duo Bekio. Jaz sem jih slišal, ko sta igrala na konzervatoriju v Valenciji in sem jih enostavno povabil kot nagrado v sam festivalski program. Potem imamo kvartet iz Monaka, kvartet kitar, pa Traffic Strings iz Bukarešte. Tako da vidite, da so programi zelo različni, zelo mednarodni. No, v zadnjem tednu julija in pa potem v prvem tednu avgusta se pa odvijajo tudi mojstrski tečaji Festivala Ljubljana, mednarodni. Imamo preko 100 študentov iz vsega sveta, izvrstne profesorje. Ti tudi vsi nastopajo, tako profesori, kakor tudi študenti seveda. Jaz sem bil letos na Kitajskem, in tam sta igrala dvojni koncert za violino in čelo Johannesa Brahmsa, 2 kitajska glasbenika. In je prišel potem čelist k meni po koncertu in je rekel, jaz sem bil pri vas pred 4 leti na mojstrskem tečaju pri čelistu Mainzu, ki tudi letos pride. Tako da vidite, da dejansko je ta ljubljanska šola, torej festivalski mojstrski tečaji so znani po vsem svetu. Povej še malce potem tudi avgustovski program? Ja, avgusta je po prazniku, kako bi rekli, veliki finale. Namreč tam se zvrstijo res najboljše, kar imamo, od solistov Venetov, potem, če zdaj govorim o resnih programih bolj, torej potem Svetlana Zaharova pa Vadim Repin, potem Čardaš, musical Otrok miru z Slovenskim mladinskim orkestrom, potem simfonični orkester iz Guangdžanga, iz Kitajske, pa Ana Netrebko z Pučinijevim večerom. Tukaj bo nastopil tudi Jusuf Evazov in še 2 dodatna pevca, tako da bomo slišali izsek najboljših arij in ansamblov Giacomo Puccinija. No in potem imamo Santa Cecilia orkester 2. septembra z Danielom Hardingom in Magdaleno Koženo, ki bo prvič gostovala v Sloveniji. Tudi orkester pride prvič, Harding je pa že bil 2-krat mislim, da z londonskimi simfoniki in še z enim drugim orkestrom. Imamo tudi koncertno izvedbo Toske z odličnimi pevci, Sondra Radovanovski, Jonathan Tettelman in pa Blinterfel. To je po mojem trenutno najboljša zasedba za Tosko na svetu. Potem imamo Nesrečnike, kar 4 predstave tukaj v Križankah med 4. in 7. septembrom, pa Otela, opera Otelo v Cankarjevem domu. Potem je Slovenskim filharmoničnim orkestrom nastopa Maksim Vengerov, eden najboljših violinistov na svetu. Naslednji dan
pride filharmonični orkester iz Monte Carla z Marto Argerich in Charlesom Dotwajem in zaključimo z dunajskimi filharmoniki in Franz Welser Mostom. To so bolj resen program. Je pa seveda tudi bolj zabaven program. Rade Šerbedžija 20. augusta, pa potem Hamo, Tribute to Love, Vlado Kreslin, Trip to Las Vegas, torej kar nekaj takšnih dogodkov, ki so seveda namenjeni tudi razvedrilu. Pozabil sem omeniti še Bojčevskega, to je odličen klarinetist, Balkan Nuevo v Križankah. Tako da gre za dogodke, ki so različnih žanrov, ampak vsi po vrsti izjemno kvalitetni in vsi po vrsti so v Križankah ali v Galasovi dvorani Cankarjevega doma. Torej, v bistvu že sam ta del od 18. augusta do 12. septembra bi lahko bil en festival zase. Najlepša hvala za pogovor in čestitke res za tako zelo lep program. Hvala lepa. Junija je bila na Kongresnem trgu v Ljubljani slavnostna otvoritev mednarodnega festivala Imago Slovenije in Poletje v Stari Ljubljani. Festivalsko dogajanje bo v Ljubljani in v nekaterih drugih krajih po Sloveniji potekalo vse do 31. augusta. Vrhunce letošnjega festivala je umetniški vodja Jan Kern predstavil Katarini Radaljac. Program smo ponovno zasnovali na večji del obsega klasična glasba, potem je pa en del jazz koncertov in pa etno koncertov. Zaključek poletne sezone bo 31. augusta v bistvu v Mariboru z enim zelo zanimivim plesnim koncertom, to pa Eva Dolinšek, naša čembelistka in pa zelo dobra plesalka in koreografinja Anja Mejač pripravljata projekt Goldbergove variacije. Ta projekt bo v bistvu, kot sem omenil, bo 31. augusta bo v Mariboru, predtem bo pa tudi v Ljubljani v Mestnem muzeju. Pa mogoče, ker sem jih prišel do teh bolj nevsakdanjih, zanimivih programov, nekako mi se vsako leto se zelo trudimo, da so, seveda vključujemo absolutno neke take standardizirane zasedbe, kot so klavirski tri, godalni kvarteti, pihalni kvintet in tako naprej, ampak glede na to, da je naš program vedno precej bogat in obsežen, se zelo trudimo, da v bistvu ga napolnimo z mogoče malo bolj zanimivimi nevsakdanjimi vsebinami. Tako da letos bo teh še posebej veliko. Kot sem omenil, en je zagotovo tale plesni koncert Goldbergove variacije, potem v sodelovanju z vami, v sodelovanju z programom Mars, pripravljamo en zanimiv koncert v Ljubljanski stolnici, nove zasedbe Organum Harmonikum, kjer bodo Polona Gantar, Marko Hatlak in Miro Božič pričarali en tak poseben večer zlitja različnih aerofonov, različnih razsežnosti, torej orgel, harmonike, orglic in pa Tildi Baba. Potem bo pa tudi serija drugih zelo zanimivih koncertov, naprimer gostili bomo pravzaprav več mladih glasbenikov, ki so že v svetu dosegli en tak, ne bom rekel višek kariere, ker še naprej raste, ampak so že dosegli en tak zelo zvezdniški status, pravzaprav, kar pomeni, da so kljub svoji nizki starosti, tu govorimo okrog 30 let, nekateri še celo manj, so že nastopili z raznimi legendami iz sveta klasične glasbe, koncertirali po praktično vseh osrednjih prizoriščih sveta, z vsemi vodilnimi orkestri in tako naprej. Potem bomo gostili več zasedb z bolj nevsakdanjimi kombinacijami glasbil. Gostili bomo tudi našo zasedbo Trio Tempestoso, torej klarinet, violončelo, harmonika, za katero bi si potrditi, da je v bistvu verjetno ena naših najboljših mlajših zasedb trenutno, ker izkazujejo neko zelo poglobljeno interpretacijo, tudi ogromno dobrih nagrad pobirajo. Pa v zasedbi muzicira tudi naš solo bas klarinetist slovitih berlinskih filharmonikov Andraž Golob. V Mestnem muzeju, to je ena od naših osrednjih ljubljanskih prizorišč,
bosta med drugimi nastopila tudi naša mednarodno izjemno uspešna umetnika, ki živita in delujeta v tujini. To sta violinistka Lana Trotovšek in pa kitarist Mag Grgič, ki je v letošnjem letu prejel že svojo 3. nominacijo za Grammyja. Gostili bomo odlično avstrijsko harfistko Elizabeth Plank, ki je trenutno ena najbolj iskanih harfistk v mednarodnem prostoru. Mogoče še ena taka specifika v letu Evropske prestolnice kulture, Gorica Nova Gorica. Spet pripravljamo obsežnejši program na tem čezmejnem območju. In namreč lansko leto smo začeli z projektom Prečkanje s konfinamenti in letos pripravljamo drugo edicijo tega projekta. Gre za festival pod umetniškim vodstvom Aleksandra Gadžijeva, našega priznanega mladega pianista in virtuoza. Tako da v bistvu ta projekt obsega mojstrske tečaje, ki potekajo med Staro Gorico, Novo Gorico in Ljubljano. Predavanja, imamo tudi rezidence za mednarodne zasedbe in pa seveda serija koncertov, kjer je specifika v bistvu to, da nekako preko Aleksandra imamo dostop do ene zelo bogate baze največjih mladih zvezdnikov v svetu klasične glasbe trenutno, tako da bomo gostili ogromno zares vrhunskih mladih glasbenikov in pa potem zaključni koncert bo pa klavirski recital Aleksandra Gadžijeva. Kateri pa so tisti dogodki, ki jih bodo lahko naši poslušalci in poslušalke slišali in spremljali v naslednjih dneh? Kar nekaj koncertov poteka prav v Mestnem muzeju Ljubljana. V Mestnem muzeju pripravljamo serijo koncertov v sodelovanju z društvom Spektrum. Z njimi v bistvu že leta zelo dobro sodelujemo, vsako leto naredimo nekaj koncertov skupaj. Tako da bo 9. in 10. julija v Mestnem muzeju. Pripravljamo koncert Lane Trotovšek in Marije Canjugaral in pa koncert izjemnega klavirskega dua, dveh odličnih italijanskih pianistov Sergia Macchigianija in pa Marka Schiave. V Mestnem muzeju bo potekal tudi koncert tria Maren Papi Hutar. To gre ponovno za eno zelo dobro sodelovanje, ki ga pripravljamo z mariborskim festivalom Carpe Artem, z njimi tudi že leta zelo dobro sodelujemo. Bomo pa v juliju začeli tudi z džezovskimi koncerti. V petek, 25. julija, začenjamo na Starem trgu z kvartetom Hudes, Lapar, Golob, Bostič. In namreč, ko smo ravno pri temu, to so letošnji Temsig nagrajenci v kategoriji džeza. Bomo pa letos pripravili kar 3 koncerte Temsiga, oziroma Temsig nagrajencev. Prvi bo naš tradicionalni koncert izbranih nagrajencev Temsig, ki ga imamo sicer vsako leto. Letos bodo nastopili zmagovalci Five Brass, torej gre za trobilni kvintet. Potem pa še za glasbeno matico Ljubljana pripravljamo koncert nagrajencev v kategoriji petje, ki smo ga naslovili Pevski obeti. Spremljevalnimi dogodki se je že začel letošnji 66. Ljubljanski jazz festival. Današnjemu večeru v Križankah bo sledilo še 11 koncertov v prostorih Cankarjevega doma, glasbena druženja z jam sessionji v klubu Kazina, fotografska razstava in drugi dogodki. Glavne programske poudarke in nekaj priporočil je zbral Primož Trdan.
Prvi dan festivala in njegova najbolj izpostavljena imena obetajo predvsem križanja džeza z drugimi zvrstmi, soulom, sodobno gospel glasbo, tudi rapom in šansonom. Slednjim je zlasti povezana Cecile McLaurin Salvan, pevka, skladateljica, pripovedovalka zgodb, ki bo s kvartetom v Križankah začela uradni program festivala. Tina Lešničar, njegova umetniška vodja, je na predstavitvi programa poudarila, da številne glasbenike z programa in njihove projekte navdihujejo besedila, eseji, poezija, ki glasbo upenjajo v družbene, politične kontekste, v kontekst džeza kot kontrakulture in družbenega kritika. Kar je morda prepoznan vidik vseh različnih izrazov na letošnjem festivalu, je pa ta urgenca, nujnost, s katero ta glasba naslavlja in nujnost, s katero naslavlja današnje izzive. Tak je gotovo že prvi z Grammyjem nagrajeni projekt Michelle Ndegeocello, zelo znane ameriške basistke. Naslov je dala No More Water, The Gospel of James Baldwin, in sicer črpa iz tega Baldwinovega teksta The Fire Next Time, ki je, se pravi, njen naslov je vzet iz konteksta citata, s katerim Baldwin zaključi svojo kritiko sistemskega rasizma, in sicer Bog je Noetu sporočilo predal, nič več vode, drugič ogenj bom poslal. Torej tak lic k kolektivnemu in individualnemu premisleku, kaj se dogaja v družbi in kako jo snujemo. V nastopu Michelle Ndegeocello je, ona je basistka, se pravi, ne, in ob tem bobnečem njenem basu so prisotne gospelovske orgle, res tak zanimiv, gromoglasen, poglobljen projekt. Najslavnejša imena med instrumentalisti pa gotovo najdemo na začetku četrtkovega sporeda v sodelovanju zasedbe Tar Baby z znamenitim tenor-saksofonistom Davidom Murrayem. S tem glasbenikom, ki po polstoletni karieri, med drugim je bil soustanovitelj World Saxophone Quarteta, zadnje leta doživlja nov ustvarjalni preporod. Z njim bodo zaigrali Tar Baby, torej trio bobnarja Nashita Waitsa, basista Erika Revisa in pianista Orina Evansa, prav na pobudo Ljubljanskega festivala. New York Times je v bistvu lansko leto proglasil album Tar Baby You Think This America za najboljši album leta, in na drugem mestu te lestvice se je znašel pa album Francesca Davida Murraya. Tako da je v bistvu zelo aktualna zgodba. Predstavili bojo tudi nekaj, tudi oni se tako tekstualno, metatekstualno lotevajo projektov, in sicer jih navdihuje tudi Frantz Fanon, mislec, filozof, revolucionar, antikolonialistični pisatelj, tako da bo del, kakor sem uspela zvedeti, bojo del svojega repertoarja tukaj tudi ta projekt vključil Frantz Fanon. Festival ob ameriških posebej poudarja britanske glasbenike in glasbenice, omenimo petkov nastop trompeterke Yas Ahmed in scene Južnoafriške republike, tudi pianista Duduza Makhatinija, ki bo nastopil v soboto. Slovenski glasbeniki se bodo predstavljali na različne načine kot del mednarodnih zasedb z namenskim odrom pod drevesom v parku ob Cankarjevem domu. Posebno programsko pozornost pa bo kot umetnik v rezidenci dobil saksofonist Boštjan Simon. Sooblikovalec programa Borja Močnik razloži to vabilo glasbeniku. Zakaj Boštjan Simon? Zato, ker je v bistvu tak idealni kandidat, ker je predstavnik ne najmlajše, pa še zmeraj mlade generacije. Mene pa on vedno znova prepriča predvsem v tem, da ima res veliko projektov, ki jih vodi, veliko projektov, kjer je samo član in ki spet nekako niso ukvirjeni v neke džezovske norme, oziroma nekateri njegovi projekti sploh niso niti džezovski. In to se meni zdi, mene vedno to zanima. Simon bo na festivalu
nastopil 3-krat. Najprej že na ta predvečer kot duo. Pascal Calo, saksofonist, tako kot on, torej 2 saksofonista. Pascal Calo, ki prihaja iz Apulije, iz okolice Barja. Brothers in the Recession je naslov njunega projekta. Mislim, da bo kar tak dosti odpičen. Potem pa bo nastopil še s tem svojim kolektivom, svojo zasedbo Derby Monsters, ki je do zdaj izdala par plošč, ampak zdaj prihaja z novim materialom, tudi z rahlo drugačni zasedbi, sedaj na bobnih Kristjan Krančan. In pa v soboto popoldne pa ena spet taka zelo raziskovalen program Og Junis in pa Jozef Dumoulin, gre za belgijskega glasbenika. Elvis Homan je še v tem projektu Og Junis skupaj z Boštjanom Simonom. Jozef Dumoulin bo pa posebni gost, kar se zelo nekako veselimo. Posebej pa omenimo zasedbo Fresh Dust. Nastopila bo v četrtek v klubu Cankarjevega doma, projekt bobnarja Jake Bergerja in kitarista Sama Šalamona, ki je pred leti kot trio posnel sjajno ploščo improvizacij in izvedb Bergerjevih grafičnih partitur. Za festival se je Fresh Dust iz tria preoblikoval v kvartet z odličnima gostoma, trobenterko Suzano Santos Silva in pianistom Benoitem Delbecom. V domači izvedbi bo potekal tudi dodatni program, saj bo vedno znova iznajdljiv multiinstrumentalist Boštjan Gombač, ponovno tokrat s pianistom Nejcom Škoficem, izvedel sobotni dopoldanski koncert za otroke. Saksofonist Jure Pukl pa bo vodil sobotno zaključno skupinsko improvizacijo v klubu Cankarjevega doma. Zdaj pa še v Radovljico, kjer avgusta poteka festival Radovljica. Letos med 9. in 26. v Radovljiški graščini, v tamkajšnji cerkvi svetega Petra ter v cerkvi Marijinega oznanjenja v Velesovem. Skupaj se bo zvrstilo 10 koncertov. 6 jih bomo posneli, koncert kapele Pratensis 16. avgusta, ki bo spet oživil del Hrenovih kornih knjig, pa bomo tudi neposredno prenašali. Več o festivalu Radovljica Brigita Rovšek in umetniški vodja festivala Domen Marinčič. Vsako leto kar nekaj koncertov nastane posebej za festival. Letos so taki koncerti 4. Se pravi, trudim se za unikatne sporede, za katere ne pričakujem, da jih bodo organizirali drugi organizatorji po Sloveniji. In letošnji repertoar sega od monofonije, od enoglasja 11. stoletja do romantične klavirske glasbe. 2 koncerta sta posvečena slovenski starejši glasbeni dediščini 16. stoletja. Na 3 koncertih nastopajo slovenski umetniki, to so drugi 3 koncerti, se pravi, imamo nek slovenski element na polovici koncertov. Imamo spet letos en nekoliko večji projekt, največji festivalski projekt je zdaj že 3. leto zapored izvedba enega oratorija z konca 17. stoletja, tokrat je to oratorij Bernarda Pasquinija o sveti Neži, ki je precej malo izvajan, skoraj neznan oratorij in nekako sklepa
trilogijo obglavljen, ki smo jo začeli pred 2 letoma z Judito Alessandra Scarlatija in jo nadaljevali lansko leto z Stradelovim oratorijem o svetem Janezu Krstniku. Tokrat ta oratorij pripoveduje o mučeniški, zelo presunljivi mučeniški smrti rimske deklice. Imela je verjetno 13 let, okrog leta 300, in se ni hotela odreči krščanski veri in je potem postala zavetnica deviške čistosti. V ikonografiji, se pravi, prikazujejo sveto Nežo vedno z jagenjčkom, in ta fotografija, ki jo vidite na letaku, je nastala posebej za ta projekt. To je naša solistka, se pravi sopranistka Nikolina Hrkač iz Hercegovine, ki je odraščala z jagenjčki. Jih imajo doma v Širokem Bregu. In potem poleg nje nastopajo še 4 drugi zelo znani, uveljavljeni izvajalci baročne glasbe, solisti, pevski solisti. Stephanie True, kanadska sopranistka, ki je že lani nastopila na festivalu, potem Terry Way, ki ga bomo slišali že na otvoritelnem koncertu, tenorist Jacob Lawrence, ki je tudi že gostoval s solističnim recitalom v Radovljici, in pa zelo znan italijanski basist Sergio Foresti. Igra festivalski baročni orkester, ki je vsaj do polovice sestavljen iz slovenskih glasbenikov, ki se ukvarjajo z starejšo glasbo. To so predvsem godalci, se pravi tukaj je 13 glasbenikov v zasedbi, 6 violin, 2 violi, violončelo, violon, arhilutnja, orgle in čembalo. Festival Radovljica bosta odprla ansambel La Gioia Armonica in magični baročni oprekelj, ki so ga radi uporabljali kot obligatno glasbilo v vokalno-instrumentalnih baročnih delih. Na originalno glasbilo iz leta 1758 bo igrala Margit Übellacker. Večer z naslovom Barva granata 13. avgusta bo razkril evropske srednjeveške balade o ljubezenskih mukah. Nekaj posebnega je pa, da ravno ta najstarejši repertoar tokrat na festivalu izvajata slovenski glasbenici, mezzosopranistka Jasmina Črnčič, ki igra tudi na romansko harfo, in pa Mojca Jerman, ki je znana kot violinistka, ampak se ukvarja tudi s srednjeveškimi godali, s srednjeveško vielo ali fidulo. Pridružila se jima bo Valentina Belanova na srednjeveških flavtah. Potem v soboto 16. avgusta bo spet v cerkvi koncert renesančne polifonije. Ta spored nadaljuje cel cikl koncertov, ki so bili do zdaj posvečeni repertoarju iz Hrenovih kornih knjig, tako imenovanih. Se pravi, iz kornih knjig, ki so bile nekoč last ljubljanskega škofa Tomaža Hrena. In veliko skladb, veliko maš predvsem se je ohranilo samo v Ljubljani, se pravi, jih ne poznajo nikjer drugje v nobenem drugem arhivu po svetu. In je to unikum in veliko te glasbe, večino te glasbe še ni bilo izvedeno. In na tem koncertu bo prvič v sodobnem času zazvenela maša Johannesa Florija. To je parodična maša, se pravi, je nastala na podlagi uglasbitve psalma Nisi Dominus, in iz tega psalma prihaja tudi naslov kakor puščice v junakovi roki, sicut sagite in manu potentis, za tiste, ki znajo latinsko. Poleg tega pa bo bodo spored dopolnjevali koralni spevi, enoglasno koralno petje in pa moteti, tudi zelo malo izvajanega renesančnega skladatelja Georga Prenerja, ki se je rodil v Ljubljani in je nekoliko starejši kot Galus, ponavadi se ga nekako z Galusom povezuje, ampak je bil nekoliko starejši. In izvajalci so pa člani zelo znanega nizozemskega ansambla Capella Pratensis. To je 6 pevcev, ki jih vodi Tim Braithwaite. In posebnost tega ansambla je pa, da izvajajo to glasbo res iz izvirnih rokopisnih virov. V tem primeru to pomeni, da imajo pred seboj res korno knjigo in vsi pojejo iz iste knjige, se pravi, imajo eno stojalo. In tako kot so to delali v 16. stoletju, v začetku 17. stoletja, tudi oni izvajajo in bodo to glasbo izvajali iz kopije korne knjige, ki je bila nekoč last Tomaža Hrena in ima na naslovnici njegov grb.
Posebej za festival Radovljica sta nastala tudi koncerta Izvirni greh z glasbo z obligatno pozavno iz italijanskih oratorijev, ozvočil ga bo ansambel Le Filigrane, v katerem sodelujeta tudi Maruša Brezavšček na dulcianu in Domen Marinčič na violi da gamba, ter Gordzanisova dobro uglašena lutnja. Izjemni lutnist Paul Kiefer bo prav za festival poustvaril tudi Gordzanisovo edinstveno zbirko plesov na vseh poltonih kromatične lestvice. 21. avgusta bo pianistka Olga Paščenko na zgodovinskem klavirju Blüthner iz sredine 19. stoletja izvedla koncertni program Klare Schumann. Ohranilo se je namreč več kot 1000 programov z njenih nastopov. 23. avgusta bomo v cerkvi svetega Petra v Radovljici ponovno doživeli slavna ansambla Dialogos s Katarino Livljanič in Kantaduri z Joškom Čaletom, tokrat v grški tragediji v renesančnih Dubrovniku in Benetkah, Hekuba, kraljica Troje. Predzadnji koncert Bachove sonate za violo da gamba nadaljuje festivalsko rdečo nit Bachove glasbe. Zadnji koncert 26. avgusta z naslovom Mateo da Perugia in odrešitev sveta in z ansamblom La Fonte Musica pa bo poskrbel za zdravilo tega norega sveta. Z glasbo Ars Subtilior poznega srednjega veka, ki menda premore zdravilne učinke. Kot ste lahko slišali v današnjem glasbenem utripu, nas to poletje čaka veliko zanimivega. Predstavili smo festival Sevix, Imago Slovenije, festival Radovljica, koncerte, ki bodo potekali na Primorskem, Jazz Festival Ljubljana in Festival Ljubljana. Seveda bodo po različnih koncih po Sloveniji potekali tudi drugi koncerti, ki jih danes nismo omenili. Nanje vas bomo, tako kot običajno, povabili vsak dan v jutranji rubriki Glasbeni poudarki, ki je na programu Ars na sporedu kmalu po drugi jutranji kroniki, torej okoli 7:30 zjutraj. Današnjo oddajo pa lahko še enkrat poslušate jutri dopoldne in sicer ponovitev na programu Ars ob 11. Lahko pa jo poiščete tudi na naši spletni strani. Naj vam poletje obarva glasba. Vam za konec želim v imenu urednikov in sodelavcev uredništva za resno glasbo programa Ars, ki smo pripravili oddajo.